Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava je pravzaprav glavni imperativ delovanja v zdravstvu, ki pa v Sloveniji še ni dobil odraza v tako imenovani osebni izkaznici zdravstvenih zavodov, izvajalcev, tudi posameznih zdravnikov. Na katerih področjih in kdaj bomo učakali to novost? Ja, jaz sem večni optimist, da prvi koraki bi morali biti pripravljeni in vpeljani v sistem že v prihodnjem letu. Taka je tudi usmeritev aktualne ministrice, ki jih je objavila v smernicah, da bi v 3 specialnostih, to je kardiologija, ortopedija in oftalmologija, pričeli pilotsko v nekaterih bolnišnicah z nekaterimi simptomi oziroma znaki oziroma boleznimi. Taka so nekako priporočila ali pa povzetki iz smernic, ki smo jih objavili v preteklem letu, da se pač izbere specialnost, kjer je zelo velika, dovolj velika skupina bolnikov in kjer se obravnava ne zelo hitro spreminja. To pomeni, da so na nek način vpeljani načini obravnave bolnikov. Zato je pri področju kardiologije zelo verjetno potrebno začeti z povišanim krvnim tlakom, fibrilacijo atrijev, srčnim popuščanjem in mogoče še kakšno drugo boleznijo. Pri ortopediji pa seveda recimo kolk, koleno pa hrbtenica in kot bolj nekako simptomi ali znaki, in pri oftalmologiji pa siva mrena oziroma mrežnica. Torej, to so področja, kjer se v svetu že uveljavlja merjenje rezultatov in so praktično izdelana orodja za spremljanje teh stanj. In zakaj je pravzaprav merjenje rezultatov, merjenje izidov zdravljenja tako zelo pomembno, ne le za paciente same, ampak tudi ali predvsem za zdravnike? Torej, nek premik v zdravstvenih sistemih se je pojavil z usmeritvijo v rezultate obravnave, tako imenovane outcome. Ocenjujem, da večje težave so imele tiste države, ki so bile zgrajene na inputih oziroma na vložkih. Naj spomnim, srednje ali pa mlajše, ali pa podučim, da kakšnih 30 let nazaj smo še zdravstvene sisteme šteli po posteljah, po zdravnikih na posteljo, po pacientih na posteljo in kasneje se je začelo spremljati storitve, danes se pa v razvitem svetu merijo rezultati teh obravnav. Nujno je to zaradi tega, ker je v zdravstvenih sistemih, tako kot drugod, na nek način v narekovajih se pojavilo potrošništvo, torej ni več obvladljivo te želje, ne več potrebe ljudi po storitvah in na drugi strani seveda tudi ob neustreznih spodbudah tudi zdravstvenega osebja. Ko pa vključimo v obravnavo pacienta njegove težave in mu na nek način tudi predstavimo, kakšna je potencialna verjetnost, da se mu bo stanje izboljšalo, morda kakšna od storitev ne bo izvedena oziroma bo odložena, ukolikor simptomi niso tako hudi. To, skratka, za vložena sredstva, ki jih vlagamo v zdravstveni sistem, želimo imeti najboljše možne rezultate, torej povečati učinkovitost, uspešnost in pa predvsem kakovost celotnega zdravstvenega sistema. Slovenija tu ni, bi rekel, točka, ki ni umeščena na zemljevid evropskega prostora oziroma Evropske unije. Nekatere države seveda so daleč pred nami in to že imajo implementirano, govorimo o Nizozemski, Veliki Britaniji, Norveški, Švedski, torej severne države, to ni pa v celotni Evropi to vpeljano. Naj pa spomnim, da zametki tega so bili nekje v 2008-2010, ko smo vpeljali nacionalni program, torej takrat smo bili v popolnem, bi rekel, ravnovesju s temi državami, ampak potem smo v tem zaostali in verjetno je to tudi eden od možnih vzrokov za to, da je sistem deviral, kot je, da narašča število ljudi, ki so na seznamih in ostajajo ti neobvladljivi. In če mogoče sklenem s temi nekako paradigmami, ki se danes pojavljajo v zdravstvenih sistemih, da je potrebno zmanjšati tako imenovano smetje ali waste, torej nepotrebne storitve, ki bi lahko bile izvedene na manj stroškovno zahtevnih mestih, morda v drugem okolju, morda bliže domu.
da je ta številka nekaj okrog 20%. Naj zaključim, da podatki oziroma preverba čakajočih na seznamih na NIJZ je pokazala, da je v povprečju 20% ljudi na seznamih se ne pojavijo na pregledu. Na nek način potencialno najavljeni stroški oziroma lahko rečemo tudi o željah ljudi, da bi potrebovali to storitev, ampak se potem ne pojavijo na pregledih in je mogoče to tista pot, ki bo pomagala iz te velikanske zagonetke, v kateri smo se našli, na nek način kljub dodatnim sredstvom, kljub dodatnim resursom, kljub dodatnem vključitvi zdravstvenih delavcev, ki so pripravljeni delati, še vedno ne obvladujemo tega priliva. Po katerih primerih dobrih praks iz tujine pa se bo Slovenija zgledovala? Torej, povabili smo nekatere strokovnjake iz držav, predvsem iz Španije, Velike Britanije, kjer je v določenih okoljih to vpeljano. Ne gre za to, da bi razen v Veliki Britaniji, morda tudi na Švedskem, bilo to sistemsko urejeno. Zelo pogosto gre za regionalno ali pa celo za posamezne bolnišnice, kar je pri nas tudi lahko srečati. Imamo oddelke, imamo predane zdravnike, ampak to so bolj lastovke. Mi pa želimo z današnjim srečanjem poiskati za vsako od teh specialnosti, ki sem jih omenil, 3 izvajalce oziroma 3 oddelke, 3 bolnišnice, 3 oddelke, kjer bi se lotili spremljanja teh parametrov za izbrane diagnoze. Predpogoj za vse to je pa seveda ob motiviranih izvajalcih ureditev informacijske podlage. To smo tudi v smernicah zapisali. Dokler tega ne bo, ne bomo dovolili, da bi se začel projekt kot v nekaterih državah, kjer ali pa kot smo od leta 2010 izvajali na papirju in potem prepisovali. Tega ne bo. Skratka, tam, kjer bojo okolja, bomo z ustreznimi podporami, spodbudami zagotovili lep pretok. Potrebno pa ob vsem tem, kar bomo danes, upam, dosegli, bo potrebno motivirati paciente, jih nekako seznaniti s tem pristopom, da se bodo vključili to, ker ne nazadnje ne gre samo za pridobitev za zdravstvene delavce, ampak gre predvsem za paciente. Moram pa izpostaviti, da tu ne gre samo za tako imenovane prome, torej tiste, ki so naravnane na pacienta, pa so tudi kromi, torej klinično naravnano spremljanje rezultatov in izkušnje, ki jih bomo danes slišali, so, da je pač potrebno to dvoje umestiti. Ne samo paciente, ampak tudi klinike. In to upam, da nam bo uspelo. Ne nazadnje veliko pove tudi to, da je bil v teh dneh sklenjen dogovor o sodelovanju med resornim ministrstvom in med Zvezo pacientov, organizacij pacientov Slovenije. Je mogoče reči, da bo v prihodnje s skupnimi močmi moč preseči določene stiske sistema, v katerih so pacienti danes ujeti, predvsem v predolgih čakalnih vrstah? To je res pomemben korak, da je do tega formalnega zapisa prišlo. To pomeni, da se ti dve inštituciji pripoznavata in da želita sodelovati pri odpravljanju teh zagonetk ali pa ozkih grl v zdravstvenem sistemu. To je evropska praksa ali pa praksa razvitih držav, da grejo regulatorji in pacienti z roko v roki, ne da so na nasprotnih bregovih. Upam, da bo ta podpis tudi udejanjal morebitne neprijetnosti v zaprtem krogu, ne pred mediji, pa nimam nič proti medijem, ampak področje kakovosti je dejansko potrebno reševati v zaprtih krogih, odklone odpraviti in izboljševati celoten sistem, ne pa na odprti sceni, zato ker zelo veliko ljudi ni tako dobrih poznavalcev v zdravstvenih sistemih, da bi lahko vsak odklon razumelo, ker gre za posamezne, lahko zelo boleče točke. Skratka, potrebno je sistem postaviti, potrebno ga je spremljati, analizirati, odpravljati odklone in seveda potem na ustrezen način sporočiti javnosti, kaj se dogaja in v katero smer gremo. Lahko se bo zgodilo, da nekje v prihodnosti bomo imeli izvajalce, oddelek, kjer bo ne zadoščal standardom kakovosti in se v določenem obdobju, recimo 3 ali 5 let, nikakor ne bodo mogli izboljšati svojega delovanja in seveda tam bo
prišlo do ključnega vprašanja, kaj s takim oddelkom narediti, oziroma ali bomo dovolili, da bodo v takem oddelku izvajali storitve za naše državljane in državljanke. Seveda vsak posameznik bi se temu oddelku izognil, zato bodo morali regulatorji poskrbeti z ustreznimi spodbudami, da se bo tak oddelek pobral, in če se ne bo, bo pač potrebno reorganizirati javno zdravstveno mrežo v tej dejavnosti. Lahko bi rekli, da je v preteklosti do pod navednicami javne obravnave tovrstnih odstopanj prihajalo predvsem zaradi tega, ker so se ljudje počutili nemočne, ker pravzaprav v sistemu ni bilo poskrbljeno, da bi se težave, zapleti, morda tudi posledice napak rešile pravočasno, urgentno. Tako da verjetno lahko rečemo, da gre upati, da bo zdaj za to poskrbljeno bolje. No, Slovenija je sprejela strategijo po 7 letih bi rekel, molka na področju kakovosti in varnosti. Potrebuje akcijski načrt, kajti sicer je samo dokument v predalu. In v tem dokumentu sta zapisana 2 zakona, zakon o kakovosti, ki ga potrebujem, zakon o nekrivdni odškodninski odgovornosti, ki jo Slovenija potrebuje. Seveda, vedno se bomo vprašali o finančnih sredstvih, ampak naj spomnim ali naj odprem spomin, da zelo pogosto srečamo vrtoglave številke, ampak tisto, kar najbolj boli, pa ne sam strošek posameznega gledalca, ampak je obdobje, v katerem so morali prizadeti pacienti to reševati. In v bistvu, ko bomo to znali uravnotežiti, torej bolečino posameznikov ali pa njihovih družin v tem dolgem obdobju, kako so do tega prišli in kaj bi lahko tak zakon prinesel, verjetno neka dodatna sredstva in pa iskanje tega vira ne bi smel biti problem. V načrtu je v prihodnjem letu zakon, po mojem, ne bi smel biti problematičen, potrebno bo najti samo soglasje. In dejansko, tako kot je bilo rečeno, ja, veliko teh zgodb, ki se odpirajo medijsko, bi bile bolj miroljubno, brez tankočutno razrešene v umirjenem krogu, kjer je možen izhod. Zato pač plediram, da se teh zakonov lotimo, eden je v pripravi in takoj potem lotimo tudi drugega zakona. Torej pacienti so za to, združenje je za to in upam, da skupaj bo politika in pacienti bodo to tudi znali promovirati in prepričati odločevalce, da je potrebno najti ta vir. Te želje, te ideje so 10-15 let stare, zanimivo pa je, da tisti, ki smo dovolj dolgo počasi ugotavljamo, da se nekatere stvari premikajo, kot sva rekla, podpis nekega sporazuma, idejo o zakonih, ampak potem smo, pa recimo ne nazadnje tudi agencija, o kateri smo govorili že pred 20 leti, ampak očitno mi capljamo in počasi vpeljujemo nekatere spremembe. Upam, da te, ki bomo danes govorili, bo bistveno prej vpeljana.